Prebrala sem Agatho Christie in sicer Zabava za noč čarovnic. Je pa taka otroška zabava, dogaja se zabava za veliko noč, kjer ena mlada punca pove, da je bila priča umoru in potem je ta punca umorjena. Potem se zgodi še drugi umor, po bistvu že tretji, ki je bil dejansko pred tem in potem Poirot to vse raziskuje, no, tako. Ta mi je bila tako mogoče malo otroška, sicer vmes zanimiva. Ocenim jo s 3 zvezdicami. Tole pa gospa Agatha Christie. Prav res taka tipična, ni tako prav to je ona. tako sem si jo predstavljala, no. Danes gremo v knjižnico, vrniti 6 knjig. In nadaljujem z novo, novejšo. Tale je originalno, to je tako fascinantno, iz leta 69, prevedena pa 2010. Zakaj pa tlepo 2013? No, ok, kakorkoli. To je to. Gremo naprej. No, in ko že le snemam, lahko tudi preberem citat. In sicer, če ne veš, kaj bi kakšen počel, ga posveti skrbi zase. Dodie Clark. Lepo zdravček. Včeraj sem še kupila kapsule. Koliko jih kapsul zmanjka? Koliko jih zmanjka? Kupila sem si včeraj še eno ful lepo kazalo za knjigo. Klimt, poljub. Meni je to najlepša njegova slika, najlepše delo in obožujem to sliko. Tako da 2,5 € se mi zdela taka zelo v redu cena. To, potem sem šla v svilno pot in sem vzela tele mače. Bomo zdaj probali. Sicer sem že včeraj probala. Ampak se vsem, da vidim, če je kaj drugače. Drugače mi je všeč, ampak mače se ma praktično ne čuti. Všeč mi je ta marshmallow. Tako da to rešuje celotno situacijo. Cenovno je bilo tudi ok, 2,65. Pa še tole sem dobila. Imamo posnela story. Pa dala. Pa sem pa še tole. Vzela tudi ful dober lešnik pa crispy. Letos ima Miller slabo ponudbo sladkarij. Mislim, da nisem prezgodna. Adventni koledarji so. Moram ga kupiti čim prej. Hoče mesec december. Ampak tako nima neki novi sladkarij. Ok, to je nova stvar, ki sem jo videla, našla kakorkoli. Drugače pa ni neki. Ful dobro. Še 3 knjige so prispele. Ryan Holiday, Wisdom Takes Work. On ima knjigarno, lastno knjigarno. Mislim, da v Ameriki, da ni v Kanadi. Ne vem pa točno, kjer je mesto, ker sem malo pozabila. Tako odbit model mi je. Drugače je že 3 knjige prej napisal. Ampak ne, ta je najnovejša, tako da se nekaj bom to vzela in to je to. Potem Matthew McConaughey, to je njegovo prvo, Green Lights. Pač ne vem, o čem se gre. Ampak sem jo hotela imeti. In pa še tole Hollywood, Kagan Allen, ki je pa v bistvu fotograf, ki je po fotku bedo in blišč Hollywooda. Tako da bom malo prelistala, pa videla. Pa imam pa še močije, sem to ne bom zdaj, sem da vidimo, tako da sem kokos in pa pandan, kaj je pandan? Kaj je pandan? To je neko listje, ki ne poznam. Kaj bi tam pisali, da sem jaz vzela to? Ok, bom to malo raziskala. Pa ga bom probala, bom pač posnela. No, pa to. Še citat, če že snemam, ne? V življenju ne gre za to, da se najdeš, ampak za to, da se ustvariš. George Bernard Shaw. Jaz to bi pa samo rekel. Zdaj imam ful dela. 2 stroja imam zaprat. Posodo, standard. Tako. Če sem objavila video za pauzico za YouTube, pač boste me presenetili. Ful hvala za tako lepe komentarje. Itak se zavedam, da ste ful lepa skupnost, to mi je jasen, ampak včeraj ste me pa res ful lepo presenetili, tako da ful hvala.
Pa sem kar pismo obšla na pauzo, ne, grem. Bomo pa videli, kako bom objavljala, ampak res, hvala, no. Vse snemate bom nehala, ker to je tudi meni zanimiv, da dokumentiram, tako da, hvala. Ok, zdaj bom pa naredila pico. Sem hotela une bučne palačinke spet, ampak se mi ne da, ker treba čakati bučo pa tako naprej. Tako da bom pravi pico. Ne bom delala s kvasom, ampak bom namesto tega uporabila tale baking powder, pecilni prašek. Testo sem malo zapekla, zato da se res peče. Pizzolina. Nika v restauraciji, ampak je še zmeraj dobra. In bom vse pojedla. Oj, dobro jutro. Prebrala sem tole knjigo Velibor Čolić, Vojna in dež. To je tako avtobiografsko. Najprej začnemo v času pandemije, ko ima on, ki je pač malo bolan, pa hod z zdravnikom, pa tako naprej, in pol se naenkrat prestavimo v leto 91-92, ko je vojna v Bosni. On je Hrvat iz Bosne in je bil tudi vojak in vse te grozote vojne, pač zelo težko branje, predvsem zato, ker pač mi, čefuri, tako imamo korenine dol in potem je to ful težko brati. V glavnem opisuje te grozote vojne. Bolje bo to zanimivo, pač kako so se skrivali po teh jarkih, kako so živeli itd. In potem je tudi, to mi bo recimo ful zanimivo, kar je rekel, nihče ne omenja vonja, kar res smrdi, a ne, po tej vojni. Se pravi, trupla, razne stvari, a ne. Tako, ni lahko branje, na momente je bilo meni kar težko in se nisem veselila potem, tako da ne vem, če bi jih priporočala, jo. Ne vem, imam tako zelo mešane občutke, ocenim jo s 3 zvezdicami. Zdaj sem kar malo preskočila. Potem se je on odločil, da več noče sodelovati v tej vojni in dezertira, se pravi, begne. Vmes ga še njegovi rojaki pretepejo. Pobegne v Francijo, zaživi pa v bistvu v Belgiji. No. Zdaj, kakšna njegova, koliko časa je bil, to ne vem, zato ker potem, ko pride v Francijo, se zgodba praktično konča. On je že predtem v bistvu napisal 2 knjigi, se pravi, to je 3. del, avtobiografska trilogija. Se pravi, predhodnik Priročnik za izgnance iz 2020 in pa knjiga Odhodov iz leta 23, ali pa iz leta 25, pri založbi Goga. Tako. Ne vem, če je priporočen, ker res ni lahko branje. Je pa zelo dobro napisan, to moram poudariti, ful dobro napisan. Tako da ja. Iz knjižnice, še dobro. Ker sem najprej zmišljala, da bi jo kupila, pa sem si jo pa pač sposodila, še dobro. Zdaj začnem zasebno, ko mi čakam. Imam še 2 knjigi iz knjižnice, ki moram čim prej prebrati, ker ne moram podaljšati, ker so rezervirane naprej. To se mi ful redko zgodi, da moram podaljševati, ker načeloma pač, mislim, se jih hitro berem, ampak sem vmes še svoje brala, tako da potem bi se res posvetila svojim knjigam, vsaj te na seznamu, predvsem za te praznike, no, tako da res je cilj, da bi, se ne vem, če mi bo uspelo, ampak dobro, se nima veze. Zdaj si bom pa zajtrk naredila, še citat. Glej si video s prikupnimi živalmi, ki počnejo smešne stvari. To vam jaz naraj gledam te živali, predvsem mačke, pa kužije, no, to naraj gledam. Mislim, jaz dejansko vsak dan snemam, sam pač ne bom objavila takoj, tako da no, se to je ta edina razlika. Oziroma, mogoče sem si
nekako, kako bi temu rekla, ta pressure, ta stres, pritisk, da moram vse snemati, sej ne rabim vsega snemati. Ja, no, ne bom preveč razmišljala o tem, kaj pa ali tako brez veze. Tako da ja, snemam, ko hočem in to je to. Tako, pa objavim, ne vem še, ne bom zdaj sploh o tem razmišljala. Pač en teden sem rekla, definitivno pauza, bom pa videla. Naredila sem si jajčka, pa še malo pice mi dočer ostala, tako da bom što pojedla, pa koprce in voilà. Pa grem pa pred Ljubljano in grem kar danes po fasango, ker jutro bo po moje posod ludnica, tako da grem danes, pa še par opravkov, potem na popoldne, jutro sem zjutri in potem je party. Dober večer. Pred službo sem šla še v Špara. Ampak sem toliko nakupila, da nisem mogla vsega. In tako da moram iti še jutro, no, pa bova šli zmatko skupaj. Gremo, tale polnozrnat toast, koliko so toasti dragi, sem gledala tega piringa, tudi tako po 3 evre, ta bi pa znižan, pol drago. Pandoro! Pač, drugače imajo une kilske, oziroma skoraj kilske, in mi je kar ono, malo preveč. Pa vidim tegale, yes baby. Ja, še to. Bomo najprej tole. Srčka. Mančmelov, ki sem nekaj že jedla v službi. Jogurt. Sir. Zajeno stegno. Tudi pršut je ful drag, tako da. Groza. Tony's Chocolonis. Request je bil, oziroma pač predlog, da probam in sem rekla ja, tako da sem kar, pa še tole, ta slantvih, oziroma slana karamela, sem kar takoj kupila. Multisola, jaz sem pač furada iz telih Pixen. In pa olivno olje, oziroma oljčno olje, pravilno, tako. To, jutro moram še te vričke s sabo vzeti, ne smem pozabiti. Potem sem skočila še v Sanje, v knjigarno Sanje. Obožujem to knjigarno, to je tako ena lepših knjigarn. Vzela sem eno darilo, ne bom pokazala, pa tole, pa znižanje je bilo, se pravi 17,95 je bilo znižanje za 40%, tako da je prišlo 10,77, nekaj tazga in sem pa se rekla, ne vem, ful mi je, pač Isabel Allende mi je ful všeč, pa tle piše, Paula je najgalnivejša, najosebnejša in najzaupnejša knjige znane južnoameriške pisateljice Isabel Allende. Tako da, Isabel Allende, ja, Paula je naslov knjige. Ful mi je všeč, velik format, 302 strani, nekaj tazga. Tako da, spet bom rekla, ful se veselim, ampak daj bom prišla na vrsto. Groza. Drugače imam tako malo statistike, ker si beležim, koliko knjig sem kupila, pa tako nekatere stvari. To bo na koncu leta ful zanimivo, to statistiko pogledati. Bom ti sam za avgust, kupila sem, napred mi je povedati, 22 knjig, septembra 20 knjig, to je še ono, ki se la Bosni. Do zdaj, oktober, je pa mislim, da 10. 2, 4, 60, ja. Pa imam pa še tle, šele maja sem začela pač po mesecih, a ne, tako da, veš, tle nisem toliko pretiravala, pa sem začela pretiravati, avgusta, junij je tudi, ok, kje pa julij, ne, julij, ne, tudi julija sem že pretiravala, oh my god, to je mislila takrat, ko sem si dala dovoljenje, da lahko kupujem knjige in pa sem šla. Ok, brez veze, bož da ne razmišljam, no. Zdaj razmišljam malo o tem naslednjem letu, ne, ker sem imela ta nov baj, ne, če se ne bom kupala. Sicer sem bila malo tako, za nekatere stvari sem v redu, ampak ne vem, če bom še imela to. No, bom videla, to bomo decembra govorili o tem, ne bom zdaj, tako da ja, ne znam tole pospraviti. A ja, moj dragi je šel v Bosno včeraj zvečer, tako da sem sama doma do nedelje, mislim, nisem sama, potrebujemo se dol, pa tako. Mislim,
meni to sploh ne moti. Počivala, brala, gledala serije, filme, tako da dolgcet mi ne bo. V bistvu se tudi ful veselim, ker so trgovine zaprte, da pač porabim tle nekatere stvari, tako da že tako malo razmišljam o jedilnikih. Sicer ok, grem še hitro v Špara, ampak ne bom pretiravala. Upam. A što, kaj sem danes kupila od slanih jedi, govorim, sprav toast, pršut oziroma stegno, pa sir. Pa jogurt. Pa jogurt je biš mišljena za sedico. Dobro, oljček je pač oljček. V bistvu nič pametnega nisem kupila. Ok. Bom nehala nakladati. Se gledamo jutr. Ja, očitno bom pač nadaljevala z vloganjem, ker enostavno ne vem pač, ker so bili res toliko lepi komentarji, da tudi pol jaz to kar rabim in pač enostavno ne vem, pogrešam potem snemanje, sam moram jaz sama sebi nehati dati ta pritisk. Se bom še govorila o tem, ampak zdaj bom nehala. Dobro jutro, zdaj gremo delat, pa smo pa frej 3 dni. Smo tako šopingirava. Ok, zmed sva šli v trgovino. Najprej fasenga. Vzela sem še banan, potem še jajca, za vsak slučaj, smetano v spreju, šunkica, maslo, pomurske mlekarne, njami, mleto meso, njami, to bom imela za 1-2 obroka sigurno, pa še une testenine od Julije, pa mezgica, borovničke, ki bi delala un French toast, sprav imam banane, pa to. Tale Kinder in pa adventni koledar za mene. To ga odpremo šele decembra, tako ko se zagre, nič prej ne bom odpirala, samo tega bom imela in to je to. Sam je bil pa drag. 9,90, ja, skoraj 10. A ja, v knjigobežnici sem še tele 2 knjigi našla. Manifest, Nikdar odnehati, Bernardine Evaristo in pa Dorothy Allison, Pankrtka iz Karoline. Potem sva skočili še v Kik. Tokela prijazna prodajalka, tako wow, to v Kiku ne obstaja. V Kiku ne znajo reči hvala in nasvidenje. Res, ta je bila toliko prijazna gospa, da sem prav šokirana, tako da wow. Gobice za posodo. A čakajte, matka si nekaj vzela. Ma sem nekaj to vzela. Desko, karava še eno. Zdaj je to. Tale sveča, vem, da sem nekaj nam sveč kupala, ampak tale nima vonja, tako da je to, pa to bo pač izjema za december, oziroma zdaj za te praznike, ne tele, ampak tako, božični, veseli december, ki ga bom začela itak že novembra. Pa tole, hudo, se pravi Dubai čokolada, pa tale Angel Hair, enkrat je bil en request, ampak se mi je zdela ta velika ful draga. Pa sem pa tole videla in sem ono, yes, mislim, da je tole stal €80, nekaj tasga. Tako da bomo to testirali. Gledam zdaj toliko sladkari, da je boh pomagi. No, zdaj se moram pa prevleči, pospraviti, dati prilo pred, zloži čisto prilo. Ja, nekaj imam še delano. Jest pa počivati in naj se naš 3-dnevni dopust začne zdaj. Ok, hladilnik. Au. Au.
to gre pa v hladilnik. Tole. Daj bi jaz okrasila sobo, mislim, okrasila, par stvari imam. Kakšen okrasek, 2 lučke že imam. U nas medvedek pa smrekca. Jaz sem to kar malo, jaz sem to kar čez par dni. Imate skuhala makarončke s korenjem in lečo. Božansko. Toliko sem lačna. Ura je 6 in je itak že temno, že ob 5 se stenil, kar mene sicer ne moti, ampak imam občutek, da je ura 10 in da moram iti spat. In pa sem skozi noč, čakaj, koliko je ura? A ja, ne, se imam še pol dneva pred sabo. To mene zmer kar malo mede, no, ampak ok. Wow, koliko prahu. Odprla bom Pandoro. To bom zdaj tako zmasekrirala. Cukor v prahu dobi še. No, ne rabim. Kaj luškano. Meni je ful dobro, mogoče malo, tako čist malo suh, ampak jaz obožujem Pandoro. Obožujem. Še na citat sem se spomnila. Posveti se lepoti življenja, opazuj zvezde in si predstavljaj, da tečeš z njimi. Mark Aureli. Kaj dobro. Ok. Tako, odločila sem se, da nadaljujem z vlogi, se pravi samo en teden v pauze. Enostavno, toliko ste lepa skupnost, da ne morem in ne smem tega zanemariti. Številke, ja, v redu, kakorkoli, me boli, če me kdo neha slediti, ampak le, to so samo številke. Pomembna je pač ta skupnost, ker ste res vsi toliko čudoviti in moram priznati, da so me komentarji res ful prijetno presenetili. Saj sem pričakovala, ker še komentar 2 valjda, ne bom lagala, ampak ne pa take lepe, iz srca napisane. Tako ful sem pač počaščena in res ful hvala. In nadaljujemo! At your service, evo, tukaj sem, da ti, ne bom rekla služim, ampak da ti polepšam dan, kakorkoli, ko gledaš ti vloge. Pač ful hvala, no, res ful hvala. Zanimivo je pa to, na nek video sem naletela v tem smislu, če monetiziraš hobi, da, ne vem, mogoče zgubi malo ta čar oziroma rata stresa, ker potem je to kot neka služba, ne. In potem je tudi sledilka napisala lih v tem smislu, ali pa mogoče nekaj ne uspe, pa pol postiš ta hobi, pa greš naprej in dejansko si neko stvar, ki ti je prej všeč delati, si jo nehal delati, ne. In pol danes gledam en video, pač ena angleška govoreča, razlagala nekaj v tem smislu, če delaš videe, pa ne vidiš nekega napredka, ne. Ne vem za točno, kako je besedila, ampak v tem smislu, pač lej, če polepšaš ti nekomu s temi svojimi videi, pač ustraji. In sem na uno, tako in te mi? To meni govoriš? Tako noro, bilo je še par takih nekih znamen, da sem prav uno, tako sploh ne moram verjeti. Tako da, ja, v glavnem, tebi gre zasluga, da nadaljujemo. Zdaj bom malo brala, drugače pa gledam YouTube. Rad bi končala knjigo, no, pa mi je všeč frišca. Pa ja, nadaljujem.
V bistvu grem lahko spat, kadar hočem. No, itak, jaz sem kot stara babica, jaz sem že ob 11. Tako da ja, 3 dni frej, sploh ne moram verjeti. Dobro jutro. Čist sem zalimana. Ostala sem ob 8:30. Tako da no sej, nikamor se mi ne mudi, nimam nobenih obveznosti, koliko to paše. Najbolj je tudi to, ko ne moreš iti v trgovino, ker je vse zaprt. Perfekcija, res. Večkrat bi mora biti tako terminska. Pa sem jo prebrala Kozma Ahačić K. Kozma Ahačić je, da pravilno preberem, doktor Kozma Ahačić je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU in še druge stvari. Jaz dostakrat uporabljam tale portal Fran, če rabim kakšno slovensko besedo, če nisem zih, pa tako naprej. No. Njega prvič, ne bom rekla spoznala, ker se nisem tako spoznala, in sicer v Narodni galeriji, ko je bil tale dogodek Kusto za en dan. To je v bistvu, ne vem, če še imajo, ker zdaj nisem zasledila, upam, da niso kinili tega dogodka, ker to je res ful dobra stvar. Se pravi, nekdo, ki ni kustos, se pravi, iz različnih, ne vem, strok, poklicev, vodi po Narodni galeriji in po svojih najljubših slikah ali kipov v Narodni galeriji in potem on, ne vem, pove neko zgodbo ali kaj čuti ob tej sliki, kipu, kaj vidi in tako naprej, ne, kaj pritegnilo njegovo pozornost ali njeno pozornost, no, tako. Enkrat je pa tudi Zala Đurić, ampak sem to že zamudila. Bila sem parkrat in mi je bilo top, tako res top, moram prečekirati, če imajo še. No, takrat sem na njega prvič naletela. Potem sem pa videla, da je zdaj, to je v bistvu njegova druga zbirka esejev, je malo strokovna, govori o slovenščini, o jezikih, je zanimiva, ampak te mora res zanimati tematika. Vmes je kakšen esej, oziroma kolumna, no, to so njegove kolumne, mogoče malo manj zanimiva, ocenjam je s 3 zvezdicami. Potem sem ga pa tu zasedila, bil je gost na podcastu Femiči, pri Gašperju in Šanu, tako da ful priporočam, da poslušaš ta podcast, bom dala tudi povezavo v opis. Ja, iz knjižnice, tako da 3 zvezdice, imam pa še eno knjigo za prebrati iz knjižnice, zelo kratko, od Georgea Orwella. Današnji citat. Zapiši najljubše oktobrske dogodke. Aha, to je tako kot zmer, kateri trenutki so te razveselili, si vzel dovolj časa zase, kaj te najbolj sprostilo, da lahko to počneš vedno. Ok, zdaj si bom zajtrk naredila, imam še eno sirovo štručko, tako da bom to ponucala in bom dala gor mezgo, pa sirček, pa šunkico. Pa začeli bomo gledati YouTube, filme, serije, karkoli. Pa še vmes malo brat. Kar sem na ključi in potem imam tole, tam kjer dela gospod Kozma Ahačić, imam kazalko. Voda se sliši. Tako lepa zgleda, sirova štručka, spravo mezga, šunkica, pa stopljen sirček, njami. Kako je pa tole dober? Danes slavimo slovenski jezik, tako da je bilo rih primerno, da sem prebrala tole knjigo pred gospoda. Noro. Vmes sem še celo pucala malo v kopalnici. Ploščice, kaj nisem že. Pite pa ga, koliko dolgo. V glavnem. Ful je toplo, zon, tako sonček. Prej je napolna sonce šajno, tako napolna. In razmišljam še na sprehod, sem se mi ne da. Ne vem, radi tle nekaj pospravljam, pa berem pol. A ja, po sosed moram. Ne, če grem to narediti. Ok, zdaj sem se odločila, da pokažem make-up, ker je bil en request. In hočem to pokazati zato, ker moj make-up je zelo minimalen in ne rabaš več. A to je kovček, kjer
imam stvari. Tako, če mi je dala med, ker to je prišlo, tudi šminka je prišla noter. Tole še neki original, tili čopiči, ampak jih ne nucem, tako da so pač le. Seveda najprej imam tole, da čistam čopiče. Mogoče ne bo slabo malo čopiče spucati. Potem imam tole strgalo za jezik, ki mi ga dala moja ustna higieničarka, Jesus. Sem imam enega drugega, tako da tega še ne uporabljam. Tole je, da si narediš figo ali kaj, to mi je dala sister. Ampak jaz nisem uporabljala teh stvari, vam je kratko malo glupo. Ok, potem, tle imam 2 čopiča, ki uporabljam vsak dan, se pravi za lička rdeča, pa za senčilček. 2 maskari, ja, malo sem bila. In sicer tole sem skozi uporabljala, pa zdaj, ko se labosni, a ne, septembra na dopustu sem vzela še to, ko sem imela znižen. Mislim, da je bila 7 evrov znižena, ampak je ful dobra, tako res je dobra. Maybelline očitno res dela dobre maskare. Tale od Essence mi pa ni več tok. Dobra, no da jim dala primerjavo, če koga zanima. Tako da zdaj kar tole uporabljam. Je pa res, da pa zvečer je ful velik in sem tako vsa črna. Se pravi, najprej uporabljam tole za brvi, pa še enega ima, ki mi je sister ga kupila, ker reka, da je ta boljša zame, tako da, meni se pa sicer ne zdi. Se pravi, ta je 0,3 blond, ta je pa 0,40, waterproof, oh Jesus, kjer je to barva? Don't let me be brown. Okay. Se bom namazala, pa da vidimo po razliko, ker tako edin bom lahko ugotovila, katera je boljša. Ne vem, se pravi, na tej strani je tale od Catrice, to je pa tale, kaj je to za ena? Rimmel? Ne vem, katera je to. Tako da, kaj ti misliš, kjer je boljši? Jaz se mi zdi, da kar ta, ampak pa ne vem. Ja, se tudi lepo gleda. Ta je res svetlejša kot ta. Čakaj, si bom fotko moram narediti. Zdaj sem se pofotkala in meni se zdi, da je res boljša ta temnejša. Tako da ti prosto napiši mi komentar, kaj ti misliš, katera je boljša, temnejša ali svetlejša. Hvala. Tako. Potem tole barvice za oči, ki je tudi vsak dan uporabljam. Zdaj ti kažem stvari, ki jih uporabljam vsak dan. Od Essence šilček, najboljši šilček ever, pa ful pocen. Sprav tole za mehne barvice, tle pa za velike. Perfektno. Sicer jaz osebno uporabljam samo mehne, te velike mi niso všeč. Tole blush, za lička, pudra ne uporabljam. Ne uporabljam ga že od korone, kar se mi zdi brez veze, ne rabim ga, tako da že vsaj 5 let ne uporabljam. Potem tole sicer tudi za lička, ampak jaz se uporabljam kar kot senčil, zato ker je pač ful lepa barva od Milani. Milani mi ima ful dobre stvari, samo drage. Zdaj pa stvari, ki jih ne uporabljam, oziroma zdaj celo malo manj. Se pravi, prej sem skozi tole uporabljala in sem tole čist praktično do konca uporabljala, pa sem šla na to in to, ko greš pa s čopičem, da se ne vidi. Se pravi, te ljudi sem res čist uporabljala. Zdaj, tale je okej, ostale pa kaj pa vem. Potem to sem tudi dubla, no, to mi je tudi sister dala, je zelo lepa, zelo intenzivna za lička, blush, ne. Ja, tudi tega sem dosti uporabljala. Potem tole sem tudi, ne, porabila. Zdaj, teli mi pa niso toliko všeč. Pa še kar, doskrat pa to vzamem kar v Bosno, ker ima ogledalček in mi nekako priročno. Pa sister mi je še tole za brvi kupila. V bistvu to bi lahko, seveda, bom tole porabila. Jesus. Bom itak barvico, ker barvice se itak ful hitro porabijo, pa lahko tole. Pa imam še tole senčilčka, ki tudi niti ne uporabljam. Čeprav to so novejša, no, to
so kupila. Zdaj sem so kupila, stari. Ali to smo moje, ne. Pa še tole imam. To pa tudi sploh ne uporabljam, ker enostavno sem se navadila na tole in nekako se mi zdi najlepša, da mi paše tudi očem, pa pol v kombinaciji s to modro in to je pol to. In zato, drage moje, ne kupuj make-upa viška, res. Jaz, ko gledam te ženskice na YouTubeu, se gleda ta Project Pen, se pravi, da najprej res porabiš to, kar imaš, pa potem kupaš drugo. Res šminka zdrži 100 let, tako predolg. Prej se dejansko pokvari, kakor pa če jo porabiš. A ja, še šminke za usnice lahko pokažem, se res, to sem se tudi spomnila. Ok, ta kovček je ful namazan, ampak se mi ne da zdaj s tem ukvarjati. Tako da ja, to je moj minimalen make-up, pa še to imam dejansko preveč, kar imam. Noro. A ja, potem imam tlele, to bi bilo tudi fajn napraviti. To mi je kupila tašča, nekje bilo od Niveje, prav krema pa to, pa sem že pač ponudila. Tole imam za prečo, ko se okupam. Maska za obraz, tole bomo pa zdajle ponudili. Ja, malo imam tudi obsesijo s temi, ja. To sem dobila za darila od Botrce, tem tele, eno imam še tle na vse, pa eno roza imam v torbici. Ja, roza, marilična, moja najljubša barva, ne? Tole, ki smo ne porabljam, bo treba. Pa te čopiče, ja, zdaj jih, vidim, da ni dobro pran. Se pravi, to sem imela za puder, tole ena vem, da je bila za obrvi. Nekaj imam dve. What? No, vidiš, to je to, ne? To zdaj pa mislim, da prišlo v temu kovčku. Vidiš, ne? Se pravi, my God. Kaj ne jaz s tem? To je tako ne možeš pač podariti naprej, ne? Katastrofa. To, zdaj ima še pa šminkice. Groza. Tole imam, se pravi, tele 3 imam vsak dan v torbici. Mene 2 leti nazaj sem imela ful težave z usnicami. Ne vem, takrat smo šli ravno na krvavc in potem tlele grozno, to se vidi na nekaterih videih. Jaz nisem mogla biti 5 minut brez labele, karkoli, res, to je bilo v bistvu ful grozno. Sem kar trpela takrat in je traja po moje kakšen let. Kakor se je začel, tako se je nehal. Tako da mi je še zdaj to ful misteriozno, sploh ne vem, zakaj je to bilo. Ne vem, takrat sem pa razmišljala, kaj je bilo, kaj smo delali in šli smo na krvavc. Tako da me zdaj kar strah in na krvavc. To sem prvič, do zdaj samo enkrat in kar ne upam biti spet, pa mi je ful lep krvavc drugače. Potem tole Milani šminko, to sem takrat enkrat dobila v goodie bagu, pa tudi z blush. Drugače ful draga znamka, mislim draga, pač ne vem, 15 € šminkice. No, zdaj jo ful nucam in sem jo dejansko že nekaj porabila. Bila je tako po moje vsaj še toliko velika, tako da, ker res vsak dan zdaj porabljam, oziroma, ko se pač šminkam usnice. Tole mi je mat kupila, mislim, da sem dan lansko let, tako da sem še zdaj začela uporabljati, ker sem skoraj vse, ja, zdaj imam samo eno labelo za doma, nekaj sem imela, sem porabila in normalno nočno kupovati. Se pravi, te od Cerina so dobre, ampak so drage, kot Sevina, takrat, a so bile. Veš, da je pa tudi različno, ne? V Ljubljani sem dala mesec 8, pa v Postojni, ko sem jo pač pozabila, ko sem se spotoma ostala, ko sem šla v Patijo, sem dala 10 €, zdaj so po moje še dražje, katastrofa, ampak so pa res ful dobre, no, ampak tako da jih bom porabila do konca, imam jih pa že ful dolg. Groza. Potem tole L'Oreala, pač Polano, lepa, samo meni je to preveč in ja, ni slabo v bistvu, če imela šminko, bo že zgleda boljše, ampak zdaj sem na misiji, da tole porabim, ker vmes sem tako sem mal krožila s temi šminkami in to pa ne moreš pa porabiti. Eno sem pa vrgla, ker je ful smrdela, mislim, ono, ki je dio. Kiko šminke.
Če se spomnim, sem jaz to naročila takrat preko Giganta in jih slabo uporabljam, tale odtenek mi je sicer najlepši, tak sicer je zelo jesenski, ampak to meni je čisto vseeno, ampak tako na meni, na mojem obrazu je ta še najlepša. Teli dve sta mi premočni, se pravi tale, se ne vidi, sorry, ampak ne znam, tako kot neka taka temno vijolična, recimo. Ja, ta je pa temno rdeča, mi pa, sploh mi ne sede, pa mi pa naredi še bolj rumene zobe, po moje, ne. Rumeni zobe so drugače, zdravi zobje, thank you very much. Tale mi to naredi ful rumene zobe, drugače je ful lepa, ampak ja. Sem kupila v Bosni, meni se zdi. Tale Revlon je pa najlepša. To sem pa kupila v Tušu, v drogeriji. Mislim, ful mi je tako odbita, to sem tako prvič in sem takole, ne, in zmer dobim ful pohvale. Sicer deluje, kada imam tako umetne usnice, kar meni čist mim, ampak je ful lepa. Hočem sam preveriti, koliko časa imam tole kik. Ker vem, da sem takrat video objavila, ker sem jih kupila, tako da to je bilo itak polh malo, potem moram pa sam pogledati na svoj kanal. Se pravi, imam zdaj 3, 6, 7 šmink za usnice. Pa letos nisem nobene kupila, ker je prepoved in to sem se dobro držala in naslednje let bomo isto. Tako da evo, že naslednje let nekaj bo. Eno vem, da sem dala stran, se pravi 7, kam ne se sem jih imela na zadnje 9. Meni se zdi, se pravi Kiko, se zdi, da bo takoj najdel. 25. november 24, ok, jaz sem mislila, da je 2 leti, se pravi, 1 let jih imam. Crap. Roke pa koliko? Se veš, da šminke imajo nasploh, make-up ima itak ful kratek rok, 6 do 12 mesecev, ok, imam malo več. Odvisno nosim. Aha. 18 mesecev, se pravi, let in pol. Pa dvomam, da bom porabila to do takrat. In kam je všeč tale šminka zdaj? Kam je to prav na živce mi gre, no. A ne, sem štela lebelo, čakaj. 2, 4, 6, 7, ja. Se pravi, tole gre v torbico. Ja. Se pravi, šminke za usnice bodo še na 7 let na prepovedi, definitivno. Ja. Tole pa elastika, kaj imam tle, ful je lepa. Čeprav sicer ne nucano, za vsak slučaj, v bistvu jo bom oprala. Tako, to je moj make-upič. Zdaj si bom dala pa tole. Pa prej bom spila kofe, ker če ne bom mogla piti. Mogoče se tlele posnamem? Najboljš? Jo, tale vlog bo dolg 100 let. Ja, mogoče pa sicer prav, mislim, da tele tam še res bo izgledal. Šminka je pa dobra, se pravi, sem na easy si moram malo tep. Tako da, ta bo po moje naslednja. Prvo moram na Kiko porabiti. Pa tole modro torbico bom dala na pranje. Tako namazana sem, zdaj pa pustim 15-20 minut. Zdaj vam bom naredila tole mleto meso s testeninami, pa malo korenčkov. Zdaj si grem pa končno sprot, oh my god, ko mi govorim. In to je to, nimam več mask in ne bom kupovala, ker ne rabim. Ful gre težko dol, nisem mi zdi pol face drmeš. No, občutek je, kolikor tako ok. Se mi zdi, da bi prejšnjič boljši, no, ne vem. Moram nohte zravnati. Nađemo zdaj skuhati kosilo, ker sem že lačna. Ok, dajmo testirati. Tle imam še kumarce, dajmo testirati. Malo korenčka. Pa še korenček sem dala not, ja.
Mislim, da moram samo še malo soli dodati. Drugače pa super. Čin. Ok, zdaj bom probala pa tale Twix Salted Caramel, slana karamela. Prvič probam. Pa nisem toliko ljubiteljica slane karamele, tako da me malo skrbi. Ni slabo, najprej se nič ne čuti, kot navaden Twix, pa začutiš to slano karamelo. Sicer original Twix mi je boljši, ampak ni toliko švoh, ker je zelo nežno, pa se ne čuti, no. Tako nič posebenega. Ne vem, 6 ali pa 7 od 10. Zanimivo, zdaj, ko sem pa do konca pojedla, je pa ful slano, pa mi ni toliko všeč. Original Twix je najboljši. Meni osebno. Začela sem malo brati tole od Georgea Orwella, Živalska farma, ampak mi ni všeč. Nam je dolgočasna. Vem, da je tako satira, pa ima neko sporočilo, sem dolgočasno mi je, tako da ne bom nadaljevala. Prebrala sem slabih 20 strani. Tako da jej. Una njegova 1984 mi je bila cool, sicer zelo utopična. Sem jo prebrala, če se spomniš, mislim na aprila v Bosni, ker sem jo vmes nehala brati, pa mi je ratalo všečno. Tako, tole bom pa dala stran, iz knjižnice. Tako da je ne nadaljujem, tako da zdaj sem vse iz knjižnice prebrala. In bom vzela, zdaj tlele seznama bom začela eno. Mogoče bi to od Nenada. Se bom odločila za eno. Zdaj sem vzela to od Nenada, kam je poslal, ta je njegova. In tako neki pač, in vidim, da mi je posvetilo napisu. Nenad, sploh nisem opazila. Tanja, želim ti, da prepoznaš vse svoje talente in uresničiš tisto, o čemer tvoja duša sanja. Nenad, oktober 2025. Hvala. Hudo. Wow, to ima čez 300 strani. Naprej tole. Sicer tudi je bolj strokovno, I guess. Zdaj sem malo pisala. Res, poslušanje muzike in ples mene spravo najboljšo voljo, malo potelovadim in res nisem že dolg. Najraje imam latino, tiste malo starejše, mislim starejše, mogoče tam 5, 6, 15 let stare. Becky G poslušam, Wisin y Yandel, pa Maluma. Sicer te nove ne poznam toliko, no, kada je ful pasal. Ja, danes je Glup Halloween. Kako je meni to naumno, res. Liza sem videla pač eno objavo, ja. Moral bi slaviti slovenski jezik in Primoža Trubarja, ne pa ta butast Halloween. Sorry, not sorry, no, tako da. Dajmo biti veseli, da lahko beremo knjige v slovenščini. Se nam danes zdi ful samoumevno, ampak to ni bilo zmer tako. Slovenščina je zakon jezik, tako da. Dajmo ga malo več brati, pa uporabljati, pa tako naprej. Mogoče to lahko dodam, se pravi, jaz obožujem slovenščino, obožujem srbščino, ki je po mojih starših moj materni jezik, ampak tudi obožujem slovenščino, ker je oba jezika sta tako bogata, vsak po svoje. Tako da ja, dajmo malo nehati s to angleščino, mislim, da je to tudi Koz Mahačič govori. Sej ni problema, ne, sej zdaj pač smo v, ko je rekel, v tem smislu globalizacije, normalno, da je angleščina tle, a ne, sej način narobe s tem, sam pač dajmo tudi malo več brati v slovenščini. No, sej, jaz sem že milijonkrat to rekla, obožujem knjige v slovenščini, imam tudi v angleščini, sicer se jih tukaj izogibam. Zdaj imam tle toliko, oh my god, da sem morala nekaj kupiti knjige v angleščini. Dajmo več brati, pa več brati v slovenščini. Dobro jutro, oziroma niti ni jutro, ura je 11. Vstala sem že prej, a ne? Sem že brala, spila kofe, pa vse. Pa še celo stroj snala prati, tako da že napolna. Oglavno, zdaj sem si zajtrk naredila. Se pravi, tle imamo jajčka, sir, kumare, toast in pa šunkica. In zdaj gledam YouTube, tako da
Spraznila sem tale zaboj in bom napolnila z mojimi knjigami. Nekako imam boljši občutek, če so knjige v plastičnem zaboju, kot pa navadni škatli, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Tako, za vsak slučaj moram sam obrisati tole, pa bom pa videla, katere knjige bom dala. Tle imam zdaj neke najnovejše. Ja, no, za zdaj to. Pa bom pa videla. Pa še nek kup knjig sem si dala na prednostno listo, tako da... Mislim, da je bilo bolj, da jaz sam začnem brati, pa nas drugega. Pač ne. Patti Smith, damo. Se pa mislila, pa tako... Ja, za to knjigo mi je pa vse, tako da... Ne. New York, to bo. Matthew, seveda. Absolutno. Tele dve bom tudi pustila. Ne bom. Zdaj bom še ful placa, tako da bom počakala na naslednje knjige. Tako da ja, da ne zafilam vsega naenkrat. French toast delam kot posladek. Med sem dala pa tale mandljev namaz. Zdaj bom dala še sadje. Banance. Borovnice. In pa smetanico. Ma che lepo! Prebrala sem tole kratko knjigo Alex Kama Devetak Nedaleč. Najprej sem mislila, da so tako kratke zgodbe in sem kar malo jezna, ker pač kratke zgodbe ne maram. Potem se tako bere kot neka kriminalka, se nekaj zgodi, pa se konča, pa sem v bistvu skapirala, da ta zgodba je povezana. Tako misteriozno, sicer se potem dogajajo neki samomori, ko pa ljudi skoči s pečine. In je okej zanimivo, zelo žalostna, potem gre pa samo dol. Dogaja se nasilje v družini, pol v mesti sploh ni jasen, tako ful žalostna. Sicer ocenam s 3 zvezdicami, ker je dobro napisan, tudi neko nagrado je dobil. Kaj je že dobil? Festival mlade literature Urška 2021. Tako res je žalostna, ni mi kul sploh. Je pa zelo kratka, malo čez 100 strani in jo res takole prebereš. Sicer mi je ful všeč knjiga, všeč mi je font, všeč mi je papir. Ja, ampak ni pa fajna. Take knjige te zamorijo, no, tako. Knjige te morajo razveseliti, ne pa da si pol v zamorjen, tako da, prav moram zdaj ven iz te energije. Pa, ker sem eno knjigo že berem, tako da bom zdaj po moje kakšne 2 skupaj brala, 2 naenkrat brala. Zdaj bom šla pa gledati še malo YouTube, pa bom pa kakšen film pogledala. Ja, pa še današnji citat, res. Danes je 1. november, dan vseh svetih. Ponavljati afirmacije. Postanem lahko, kar hočem biti. Svoje odzivanje na stvari lahko nadzorujem. Nase gledam z naklonjenostjo. Ful dober. Tole pa večerica. Dobro jutro. Še kavice nisem spila, ampak moram to naribati. Bom pol delala tele bučkine palačinke, pa tok, da imam vse nekaj pripravljen. Poslej bom pa naredila kavo. Dežuje, tako da tok pa še bi doma. Zdaj bom šla malo po krajši poti in sicer ne bom beljakov posebej, ker se mi zdi brez veze, ker delam čisto take navadne palačinke, ne delam puhastih. Začimbice.
Dala sem mozzarelo in koruzico. Ful boljš, kot navaden sir. Zdaj smo mozzarela da tako svežino. Njami. Lilija na najnovejšo epizodo gospoda Jure Godler pa David Urankar. Mrtvi kot, koliko sem not. Minuta in pol in se že režim. Tako sta smešna oba dva. Najprej današnji citat preberem. Čudovito si pogrni mizo, prižgi sveče in si skuhaj najljubšo jed. Zdaj bomo pa probali pa teli dve čokoladki, ki sem zadnjič vzela. Najprej Dubaj čokolada. Jaz sem Dubaj čokolado že kar parkrat probala, že kar imam občutek, katera je dobra, katera ni. Ful. Diši. Ne čuti se toliko tega kadajfa, kako se zgovori. Zelo nežna, ampak mi je všeč. Je res dobra. Pa da vidimo še tole Angel Hair. To pa še nikoli nisem probala. Se pravi, imela čokolada s pistacijevo kremo in ta kadajf. Vonj je zelo umeten. Tle se ful več vid tega. Mislim, meni je dobro, ker je bila čokolada, ampak je že bistveno bolj umetna. Pa ful je sladka. Ful bolj kot ta. Ja. Obedi sta mi ful dobri, v bistvu. Sam ta Dubaj čokolada mi je malenkost boljša. Tako da, ful mi je všeč, 29 gramov, te pa 25 gramov. Všeč mi je, da so tako mehne pakunge, ker dejansko več kot to naenkrat ne moreš, ker je sladko. Sam mi je pa všeč, da sem bolj vesela, da sem našla tole. Šla sem na sprehod, ker je bil tak lep sonček, ko sem izkoristila. Tukaj je toplo zun, sem imela, čisto se zašvicala, joj. Sem imela tole sem imela in sem se šla prej obleč in sem bila v tem, pa v bundino. Mislim, da sem čisto mokra vzadej, čisto zašvicala. Polano, čisto pretoplo. Ja, v bistvu sem zdaj 2 dneva praktično doma. Predvčerajšnjem sploh nisem šla ven, včeraj sem pa sam smeti nesla. In ja, jaz sem lahko, ne vem, jaz bi bila lahko tudi po en teden skozi doma. Če nimam opravkov, seveda, če ne delam, jaz sem komu doma. Sonce me pol malo ven spoka, drugače pa še bi bilo tako sneg, dež. Mene noč ne spravim, niti smeti. Mislim, po eni strani je pol še dobro, da delam, da imam obveznosti, da grem ven. Ker še na ta sprehod se mi ne da. No, zdaj sem šla, po mojem, več kot pol ure. Zdaj bom spet naredila mleto meso, pa testenine. Nekaj malega bom pojedla, če bo pa še ostalo, pa lahko, dragi, jutri za prijemno službo. Pa naredila bom mafine. In sicer imam tle jogurt, potem bo to uporabila, maslo, oziroma makove mafine bom naredila. Zdaj mi nekaj pičali in da bo to izkoristiti. Drugače imam ful nizka pričakovanja za te mafine. Ne vem, če je to lih uspel. Me je prav strah probati. Ni dobro pečen.
te mafini, ali mi uspejo, ali mi vas sploh ne uspejo. Malo sem pa še dodala mak, ne vem. No, mogoče pa boš, ko se ohladi, da so še topli. Tale večer je bila pa fenomenalna. Tole mleto meso s testeninami, tako okusno, boljš kazanč. Oglavnom, ful posode sem imela, vse mi je uspel pomiti. Posodo kar ne 2-3 dnevno perem, da pač res sproti, a ne, in mislim, je pol vse poznanje ful boljš, pa prijem gre spat. Se rada tega lotam, ker že ko imaš čisto posodo, ni lepška. Zdaj moram še smeti odnesti, pa pride dragi. Spomnila sem omenila, on je bil zdaj v Bosni, koliko je ne, 4-5 dni, pa za praznik je šel dol. Nekaj posode imam še, pa ok. Evo, pa sem se okopala, vala občutek imam, da je ura 10 zvečer in tako pa pogledam ura 6. Jaz sem že ready, da grem spat. In tudi sem pripravljala jutrna služba, tako da prav, mislim, seveda mi je sedel ta odmor, tili prazniki, ampak se pa tudi ful veselim iti nazaj. Da se bo vse malo dogajalo. Tako da ja, se veselim jutr službe pa opravkov, tako da jutr moram iti v knjižnico, odnesti knjige, pa par stvari urediti, tako da. Zdaj ne moram zaključiti le vloga, ne, ker bosta 2 tedna. Malo bi bo nenavadno, ampak upam sam, da bo dovolj placa na telefonu, da si imam še ta stres, pač spet sama se naredila po nepotrebno. Nič, se gledamo jutri. Še request je prišel za tale Tony Chocoloni. Malina bela čokolada. Liofilizirane maline in pokalice. What? Enkrat sem sicer že probala to, ker sem neke take ful mehne naročila, neka spletna stran, slovenska, ne vem, če še obstaja, no, ko lahko naročiš tudi te mehne, tako da malo probaš, se mi zdi ful dober. In mi je to tako. Bela čokolada je dobra. Zdaj mi pa malo žal, mogoče bi pa morala vzeti z lešniki. No, sej pojedel se bo. Z dragim nama bo že uspel to pojesam. Svet sem lačna. Svašta. Tako da bom zajedla tele moje slane palačinkice, pa navaden sir. To je to, pa jutri si bom to še vzela v službo. Tako da jej. Dober večer, dobrodošli v novem tednu. Prejšnji teden tega nisem rekla, zato ker sem mislila, da bom sam nekaj malo klipe dejala skup in sem pa kar začela s knjigo, no, sam tok. Dobrodošli v drugem tednu tega vloga, ki bo po moje ful dolg. Vzunje je že temno, ura je 5:30. Mene sicer ne mot, ker se to hitro stemni, ful mi je tako cool, cozy. Edin to me mot, ker pa skozi mislim, da je ura že 10 in ne moram iti spat. Pa v bistvu ni ti približno še nič okura, ne. Pogledam, da imamo najprej današnji citat. Namesto pričakovanj ceni to, kar imaš in tvoj svet se bo v hipu spremenil. Tony Robbins. Se strinjam. Prebrala sem tole poezijo. Se pravi, Halsey, I would leave me if I could. Knjiga poezij. Ful mi je všeč naslovnica, ta trda vezava, papir je bolano lep. Sam poezija je bila pa malček. Govori o nesrečni ljubezni oziroma oziroma o tej traumatični ljubezni in normalno tudi potem v mene zbudili te travme od prejšnje zveze in je bilo malo težko, ampak se mi je bila kar všeč, ker niso vse tok. Meni ni problem, če nekaj žalostno. Ful z veseljem to rada berem, sem to bilo pa traumatično. Ne čisto vse, jo pa cenim s 3 zvezdice. Tako. Zdaj moram pa nekaj jesti, pa tako kot standard. Če kaj perila, posoda, dobro, dragi nekaj prav, tako da sam pospravim. Pa počivati in uživati. Dober dan, lepo zdrav.
soseda, oziroma mat, je pripravila tole. Šla sem še v shopping, mislim si, čist malo stazga. Pojem, se preoblečem, pa ti pokažem, kaj sem vzela. Ok. Šla sem v trgovino Ljubljenka na Starem mestu. Tam ima tudi Yumi, a ne Nina, svoje stvari. Še nekaj sem vzela za Drilo, ne smem pokazati, čeprav tako vem, da oseba že ve, kaj je. Pa sem pa še zase vzela tale body spray Into the Night, zdaj ne vem, kako je prevedla slovensk. Ko diši. Bolano. Sicer zdaj nekaj uporabljam za dišavljace, uporabljam kot parfum, čeprav ni parfum, tako da bom ono najprej uporabljala, zato ker je res ful mal, pa to. Najprej uporabljamo tisto, kar imamo doma. Tle imam še neko darilo, tako da ne bom pokazala. Jaz že 2 meseca prej kupujem darila, ker sem rada pripravljena, sploh pa itak vem, da bo norija decembra. Ko mi nekdo pove, kaj si želi, je ful lažji in grem lahko že prej v akcijo. Jušne kroglice, ker to je obvezno pri juhi, jaz bez tega juhe sploh ne moram jesti. Tole, mača, se pravi, jagoda v mači. In če se ne motim, je to Steffi izdala, ona je ful velika nemška influencerka, ampak nisem čisto zih. Dobro je, tako zanimiv. Zdaj sem se odločila, da si bom ta teden, cel teden pisala stroške, a ne, se pravi, ga zapravljam. In me zanima, kako na koncu. Mogoče bom podelila, mogoče ne bom, ne vem, to se mi zdi malo tako, ne vem, se bom še odločila do konca tedna. Te sem vzela še tole Fanto Exotic, ker sem jo že zadnjič probala in mi je ful dobra. Se je bila ta, se mi tako ful zdi, da ne da je bila ta. Yes, ta je bila. Tale mango, obožujem to. Sicer tam v azijski svilna pot je njihov boljši. Kaj pa če bi direkt primerjala oba soka? Yes, točno to medla. Pa še tale pick-up, to mi je tudi ful dobro drugače. To je to. Jaz sem šla po darila. Vidiš, ne? Greš po darilo, pa kupaš še pol. Stvari, kaj ne bi smel. Mislim, ne bi, ne. Da zdaj pa počivati, peace out. Dashing through the snow in one horse open slate. Dala bom okraske po sobi, se jih ni veliko. Ne vem, sicer bi ta teden, ali bi naseden. Po mojem naseden, ker ta vlog bo itak čist predolg, tako da. Ko diši ta parfum. Ser malo drugačen, kakor un. Ampak ja, ena šprica je res dovolj, tukaj je intenziven, pa nad slabega ne mislim s tem, ne. Prebrala sem še tole poezijo Louise Gluck. Zimski recepti iz kolektiva. Jaz ne obožujem. Odkrila sem jo pa... Madonca, zdaj pa že malo pomešano v glavi. Na lansko letnem dopustu v Italiji, ko sem kupovala te knjige, ja. Ker sem še odkrila Bukovskega, potem sem tudi slučajno njo vzela in mi je bila pač ful všeč in potem sem videla, da ženska je ful znana in jo posod videvam. Tudi Nobelova nagrajenka za književnost, pa tle njena fotka, taka zelo lepa gospa. Letnik 43, stari, noro. Tako, 4 zvezdice, to je iz knjižnice. Ena imam pa tako, ko sem že imela z dopusta svojo, je pa pol italijanščina, po angleščini. Samo ne vem, katera je una. Tako da ja, zelo lepo. Še današnji citat. Wow, vsak dan sem brala citat. Oziroma, če sem kakšen dan zamudila, sem pač prebrala za nazaj.
Se pa že cel let beremo te citate, ni to noro. In pol naslednje let začnem znova. Tvoja najbolj pomembna odločitev je, da si dobre volje. Voltaire. Thank you. Dobro jutro. Pijem kafe, ravno sem prebrala to knjigo, ki mi jo je Nenad poslal. Mikloš Jošika Buffy, Josika, roman, ki Nikoli Tesli spremeni življenje. Pač ni mi bila, knjiga mi ni bila všeč. Napisan je tako, da beremo za domače branje, malo tako otročje, kot neka ljubezenska romanca, zlobno, dobro, mislim. Pač, mi je na bed, to pač mi je. Meni to postalo cenim, ampak enostavno moram biti iskrena, 2 zvezdici, pa v bistvu je bila ful predolga, pa malo je nepraktična, predvsem na začetku ful je preveč to zamaknjena, ne, in pa moraš tako res odpreti knjigo in to je bilo ful nepraktično. Mi je bilo pa všeč, no to so zdaj tehnične stvari knjige, opombe, da so bile na isti strani, se pravi kako se temu reče, v nogi strani, a ne da je tle v spodje opomba, da ne rabaš v zadnji gledati, ker najbolj mi gre na živce, ko berem in so neke opombe in moram iti v zadnji, pa ja, to mi je bilo ful cool, pa drugače mi je tudi ful lepa naslovnica, pa vse. Sam pač ni mi bilo všeč. Sicer ja, sporočilo je zelo dobro in zelo pomembno, a ne, se pravi ta poštenost, etika, vrednote, v bistvu tle piše, danes ta roman govori tebi. Zdaj, če se ne motim, je tale gospod, avtor, on je klasik med madžarskimi romani, iz madžarščine prevedeno. Se pravi, na straneh te knjige se razkriva moč, ki jo je iskal tudi Tesla. Notranja trdnost, pogum, vztrajnost in plemenitost. Buffy, to je protagonist te knjige, je prebudil njegove najžlahtnejše darove. Postal mu je duhovni mentor in nevidni sopotnik na poti ustvarjanja in osebnega zorenja. Danes ta roman govori tebi, ne zato, da ga le prebereš, temveč da ga začutiš. Da z njegovo pomočjo pogumno oblikuješ svet po svoji meri, tako kot si ga je nekoč drznil sanjati tisti, ki je s temi ustvaril svetlobo. Je dober, Nikoli Tesli verjamem, da je spremenil življenje, zato ker so bili to čisto drugi časi, ko Nikola živel, ne. Zdaj pa malo drugače. Tako da meni pač ni bila cool. Pardon, to je moje iskreno mnenje. Imam pa še tole od Nenada. Tole bom malce kasneje, moja knjižnica, oziroma Mestna knjižnica Ljubljana, zbira knjige, pač da lahko podariš knjige in potem oni dajo naprej, ne vem, kliničnemu centru in tako naprej. In imam tle ene 3, ki so tako novejšega datuma, ne, po letu 2010 in bi zdaj rada 3 imam in bi zdaj rada to prebrala, pa če bom potem podarila, ne, da dam to, potem pa nadaljujem ta moj jesenski TBR, jesenski seznam, ki se bo prelevil v zimskega, ker mi ne bo to hitro maratro vsega prebrati. No, sej, pomembno je, da se bere in da se ta seznam ali karkoli krajša. Iz knjižnice imam samo še eno, pa bom mogo spet malo pauzo dala iz knjižnice. Bomo videli. Zdaj tako že eno drugo berem, ker sem vmes brala 3. Tako da ja, tole bom pospravila, ki je moja, še citat. Se že 5, o moj bog. Polepša komu dan, tako da na ogledalo v kopalnici napišeš čudovita si. Prijaznost do drugih ti ogreje srce. To je malo vandalizem, čečkot. Ni. Po tujih kopalnicah, kjerkoli, tudi če je kafič, pa tudi če je šminko, da se da zbrisati, pač to nekdo more pobrisati za tabo, tako da. Razen, če napišeš na list. Spet sem tole jedla in mi je predvsej všeč. Drugače, kot sem si predstavljala, ampak je pa fletno. Vem je še malina v beli čokoladi, no bi morala probati. Koliko velika luna, sicer na kameri se sploh ne vidi, ampak je ogromna. Zdaj pa čakava pico iz pekarne.
Lep pozdravček, ura je že malce 12, tako da grem hmalo v službo. Ja, in spet imam težave s polnim telefonom, tako da se danes že celo dopoldne mučim s tem, zato ker je vlog enostavno čist predolg. Zdaj dolg nekaj čez uro. Tako da sem res pravuno brainstormala, ne vem, kaj sem še vse delala. VN editor na računalnik ne moram naložiti, ker to je samo mobilna aplikacija in potem preko neke druge, kaj lahko, ampak na moj računalnik ne gre in ne vem zakaj. Tako da sem zdaj pa še mogoče na solucijo, da preko Canve editiram do konca. Tako da zdaj ga nalagam in potem ga bom morala downloadati, naložiti na Canva, pa še to, kar je ostalo od tega tedna. In samo upam, da bo šlo. V bistvu sem sami sebi naredila še več, ne vem, nekega stresa. Ok, zdaj sem ti še dolžna za 2 dneva citat, včerajšnji. Cenim se in se opevam. Walt Whiteman, današnji. S pozitivnim razmišljanjem lahko porabiš sposobnosti, ki jih imaš in to je nekaj čudovitega. Zig Ziglar. Še ena knjiga sem prebrala včeraj. Han Kang, vegetarijanka. To sem ful posod videvala. In sem rekla, pač da moram prebrati. To je korejska pisateljica. Začne se tako zelo dober, ful zanimiv, tako kot nek krimič recimo, pa gre pa tako spet. Ful čudaška zgodba, ko se nek moški v svojo svakinjo ali zaljubi ali karkoli in potem pač tako dobesedno. Ocenila sem jo sicer s 3 zvezdicami, si dobro napisan, ful se lahko bere, ko bi se vsaka knjiga tako lepo brala, ampak zgodba mi pa ni všeč. Jaz ne vem, te Japonci, Korejci, kaj ne poznam se toliko avtorjev, to ima res tako čudno piše, tako, neke zgodbe so prav čudaške. In tole je v meni potem čudaško. Zdaj pa sem čakala, da jo preberem. Prvi del zgodbe pripoveduje moški, ker njegova žena čez noč postala vegetarijanka in noben ne razume zakaj, ne je mesa, potem imajo skupno večerjo s familijo, z vsem je, in jo tam fotar in na silo hoče dati kos mesa v usta in on se potem prereže zapestje, seveda gre v bolnišnico oziroma še celo v norišnico. Potem drugi del zgodbe je iz tretje osebe, ampak pa gre sam dol, kot sem rekla. In zakaj je šla na vegetarijanstvo? Zato, ker je imela neke nočne more, pa mislila, da bo pač se s tem nehal, se pač ni, ne. Berem še eno sporedno, potem sem pa tole večer si sposodila iz knjižnice, ki sem imela rezervirana. Ne. Jo bom še mal, pa bom videla, a jo bom prebrala ali ne. Jaz ne vem, kaj je to. Allah, prosim, ena dobra knjiga, prosim, stari. Prav. Nač moram res stilimi svojimi nadaljevati. Oziroma si ta ena je moja, pa mi je tudi tako. Da se že malo nakladam. Gremo v službo in se gledamo. Dobro jutro. Zdaj si delam zajtrk, jajčka. Potem se dobim z Julijo, pa mislim, da tudi njena mami pride. Gremo na kafe, pa grem brez delati. Današnji citat. V miru se zvi v klopčič s knjigo ali ročnim delom in dovoli, da te tišina umiri. Zdaj bom pa še probala tale limoncello, oziroma limoncello, panettone, oziroma panettoncino. Panettone z limoncellom, ja, to sem hotela reči. Kva luškano. Zdaj s temi panettoni je tako, lahko je ful dobro, lahko je pa ful za nič krema. Zato imam raje Pandoro, ki je brez. Limoncello v redu. Tu ne čuti se toliko ful nekaj alkohola, kakšni znajo biti res obupno preveč po alkoholu. Kar v redu krema, ja. Sam ja, Pandoro mi je res boljši. Tole je stal 3 evre.
Zagrono, a mi je dobro, mi ni, se ni slabo. Ampak, če morala oceniti, bi rekla po moje 6 od 10. Ja. Mislim, da bom jaz kar pri Pandoru ostala in se ne bom več matrala s Panetonem. Evo pa sem pripravljena, dobim se z Julijo, pa njeno mat in pa v službo. Še bila se si da mundo, ful mi je mrzlo za 2 dneva, tako da... Dober večer, evo, sem prišla domov. Tule imam zdaj 2 knjigi. Se pravi, prebrala sem tole. Zdaj bom itak čisto narobe izgovorila. Nizozemska avtorica ali avtor? Avtor. Marieke Lucas Rijneveld. Nelagodje večera. Grozna knjiga. Tako res grozna. Najstarejši sin se utopi in potem starša zanemarjata te ostale 3 otroke. Nobene ljubezni, nič, že sama med sabo. Ona 2, nič od nič. Matka tam strada, ne je, ker je pač vsa v žalosti. Oče, mož, dela tam kakorkoli. Otroci so prepuščeni sami sebi. Najprej, ker sem začela brati, je tako cozy, dogaja se na Nizozemskem in sem mislila, da je tako ful star čas, ampak v bistvu ni. So tam leta mojega odraščanja. Piše, ne, tudi z brutalno neposrednostjo pripovedujejo o posledicah družinske travme. Kot najmlajši prejemnik osvoji nagrado Booker. Ne bom govorila kaj not, ker je meni nerodno o tem pripovedovati in je v bistvu tudi neprimerno za vlog. Sicer ni o spolni zlorabi, no, so tudi hude stvari in enostavno ne bom govorila. In to je ena zvezdica in take knjige ne bi smele obstajati. Kaj še nagrado prejemati? Tako da jaz tega res ne razumem. Ali so to res plačane stvari? Ne vem, v glavnem. Hočem pozabiti to knjigo in gremo naprej. Tole ne črnara, ki sem jo zadnjič omenila. Danes sem še malo pogledala, ne morem. Ko je to napisan, ti malo preberem, da razumeš, kaj govorim. Že res takoj, ko sem začela brati, mi nima všeč. Poslušaj to. Ne hodim več ven. Nek nemir se je spravil name in ne hodim več ven. Poleti se je nami spravil nemir. Spet sem srečal Knuta, gotovo ga nisem videl 10 let. Knut in jaz vedno sva bila skupaj. Nek nemir se je spravil name. Tako ponavlja stavke, mal obrača za znoret. Pa to sem modele dobil Nobelovo nagrado za književnost. Mislim, če take knjige dobivajo nagrade, jaz pa res ne vem. Ne vem. Oglavnem je, tako da zdaj berem neko čisto novo in veš, kar malo ima zdaj že dolg nisem tega občutila, kar neko bralno krizo, ker včasih je ful težko na busu brati, pa sem še res dobre čepke zdaj, ker slišiš, ker se folk pogovarja in pa ti tudi kar misli nekam pobegnejo in pa si a ste lahko tih in pol kar bereš in pa ne veš, kaj bereš. To se mi zadnje teden 2 dogaja, tudi seveda sigurno posledica, ker so toliko slabe knjige. Tako da ne vem, jaz upam, ne bi rada nehala brati. Ne vem, če imaš kakšen nasvet, prosim napiš, ker zdaj sem kar malo zaskrbljena, ker to se mi res dolg ni zgodilo. Oziroma, ne vem, če se mi je kdaj v takem smislu, v takem kontekstu. Ne vem. Dobro jutro, z dragim sva vstala, sva se zrihtala in zdaj greva nekam na lepš. Nisem še čisto definirala kam, tako da bomo videli. Te pa vzamem sabo, seveda. Dobrodošli v Kopru! Glej to, sramoto. Bruh.
Kako je lepo, kako je toplo. Tako v poloverju pa mi čisto kul. Dobrodošli v Italiji. Dobrodošli v Stari Gorici. Da se slete parkirala po slovenskih tablic, vidim. Noro. Zdaj greva v Ju Sushi. Kako so luškani. Imamo pa sufle z belem čokoladom. Dobro, se to ni sufle. A je sufle. Vse je dobro, sem je tako malo drugačen. Še vsak dobi piškotek, fortune cookie, tako da. Kakšna je ocena? Od 1 do 10. Aha, 7. Ja, jaz tudi rečem 7 od 10, ja. Suši je bil dober, ampak sva jedla že boljšega, no, tako. Tale sufle je bil ful dober, tako, nikoli še nisem ta zgledala, tako ne vem, ta testo je bil malo tako drugačen. Ni bo dober, pa ful naših, tako ful Slovencev, tako da je res ful zanimiv. In kar naenkrat smo v Sloveniji. Slovenija. Pa smo nazaj doma in pijemo kafe. No, tako, ura je malo pred 5. To bo to za ta vlog, itak bo ful dolg. Tako da, če pogledaš do konca, najlepša hvala. V glavnem, ja, nazaj smo z vlogi. Res ful hvala za vso podporo in ljubezen. V bistvu pač, ko se nekaj zaradi tebe se nadaljujejo teli vlogi, ker ste mi dali res tako ful motivacijo. Nisem hotela tako nič nobenega, kako bi ti mu rekla, nisem hotela izsiljevati ali pa kaj, kaj jaz skoraj res nisem planirala, da bom takoj nazaj, tako res ne. Tako da res ful hvala. Hvala, da gledaš, meni to itak ful pomeni. Hvala, da si tle, se vidimo naslednji teden, tako da nazaj na redni program. Jaz grem pa tudi zdaj tle malo pospravljati on tret, pa bova pa itak še kaj jedla, pa kaj gledala, pač počivala do konca nedelje, jutri pa spet. Nov delovni teden in nove zmage, ja ne? V glavnem, lepo se me, želim ti lep teden, drži se. Hvala še enkrat za vse. Rada te imam, čau.